Ja, pravilno ste naglasila ujme, ker nam se je stvar začela že v juliju, ne. Že takrat je dediščina utrpela določene poškodbe, kar precejšnje, tista neurja z viharji, s točami, s podrtimi drevesi. Tako da mi imamo zdaj že 3 sklepe uprave za zaščito in reševanje, za evidentiranje in pa popis škode, 2 iz julijskih dogodkov, en pa potem te zadnje velike poplave avgustovske. Seveda ob poplavah je bila reakcija takojšnja, ne. Praktično naslednji dan smo bili povsod tam, kjer je bilo možno in smiselno, že na terenu preverjali zadeve, najmanj pa kar je vzpostavljali kontakte. Logično je bilo, glede na obseg, ki se je relativno hitro pokazal, pa tudi na izkušnje, ki jih imamo iz leta 2007, da nismo, ko bi rekel, v prvih bojnih vrstah, ne, da je obseg toliko velik, da je potrebno absolutno počakati, dati prednost vsem tistem, kar je bilo reševanje. Se vemo, da so se reševali od začetka tudi življenja, ne samo premoženje, a ne. Ampak smo pa vzporedno vendarle poskušali čim hitreje izdefinirati, koliko obsežno je to območje, koliko se to, bom rekel, poklaplja z kartami dediščine, s kakšne vrste dediščine in kaj lahko pričakujemo. Temu primerno smo potem se tudi hitro organizirali. Eno je delo na terenu, drugo je povezovanje z tako imenovanimi zaupniki po terenu, bodisi so to čisto fizične osebe ali pa predstavniki lokalnih skupnosti, cerkve in podobno, ki so nam sporočali podatke. Vse to smo uspeli čez noč praktično z Ministrstvom za kulturo, z njihovim Indok centrom povezati v eno aplikacijo, ki smo si jo na hitro naredili kot eno priročno orodje, in potem dejansko v kontekstu tega pristopiti sistematično k pregledu terena, k vnosu podatkov, izdelavi obrazca za spletno stran, da potem lahko tudi lastniki dediščine ali pa upravljavci prijavljajo poškodbe. In to je en proces, ki pač je zelo dober, zelo hiter stekel in tako zelo daje dobre rezultate, tekoče nekako v rokih, ki so pa seveda pri vseh takih zadevah postavljeni. Zaenkrat sledimo vsem tem pridobivanju podatkov. To je zelo pomembno zaradi tega, ne, ker te podatki potem dejansko služijo za izdelavo natančne ocene. Natančna ocena potem je ponavadi podlaga za izdelavo sanacijskih elaboratov in potem dejansko lahko celostno se sanacije izvedejo. Dediščina vendarle je eden od zelo pomembnih elementov, tako kot sem rekel, ni zdaj tukaj v tej stvari prvi na vrsti, ampak je pa eden od pomembnih in ga je potrebno speljati. Dediščina namreč predstavlja tudi zelo močen gradnik identitete prostorov, tudi lokalnih prostorov, in je potrebno vedeti, da z vračanjem podobe nazaj, neke prave podobe prostora, potem to identiteto krepimo. Tudi to so izkušnje iz poplav iz leta 2007, Železniki pa Kropa.